spletu je zaokrožila novica o južnoafriškem pastorju, ki naj bi svoje sledilce blagoslavljal na prav poseben način. Uporablja namreč tako imenovano gastrofacialno metodo, oziroma po domače prdenje v obraz. Pastor je svojo metodo bojda tako popularen, da nekateri čakajo tudi do 2 meseca, da v njihove nosnice vstopi Sveti Duh. Spet drugi pa so cerkev zapustili, saj pravijo, da jim tukaj nekaj smrdi. Neka japonska motoristka pa je zaradi svojega privlačnega videza nedavno postala pravi spletni hit. A kaj, ko se je kmalu izkazalo, da je mlada Japonka z lepimi obraznimi potezami pravzaprav 50-letni Japonec z aplikacijo FaceApp. Večina splošne publike se ob tem sprašuje o moralnosti lažnega predstavljanja, večina Japončevih sledilcev po svoji spolni usmerjenosti. Pa tudi jaz. Da ljubezen ne pozna meja, pa dokazuje romanca med 43-letno Francozinjo in mlajšim Nemcem. Zgodba ni bizarna samo, ker se Nemci in Francozi redko razumejo, pač pa predvsem zato, ker je on vlak smrti. Vsekakor nenavadno, čeprav Francozinja še zdaleč ni edina ženska srednjih let, ki moške nadomešča s predmeti. Ne vemo, kako to točno poteka razmerje v praksi, sumimo pa, da ima velike vzpone in padce. Na Češkem pa so se v 2 živalskih vrtovih odločili, da zaradi manjšega števila obiskovalcev šimpanzem omogočijo medsebojno komunikacijo preko Zooma. Čeprav gre za trop opic, jih motijo precej podobne stvari kot ljudi. Naprimer to, da ti nekdo vedno skače v besedo, to, da je povezava slaba in to, da občasno kdo masturbira. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.